Zloraba državnega denarja in predvolilna kampanja treh koalicijskih strank na račun davkoplačevalcev ali običajna predstavitev dosežkov vlade ob zaključku mandata. Vladni urad za komuniciranje išče izvajalca 10-dnevne medijske kampanje, ki bi reklamirala ključne rezultate Golobove vlade. Gre za 40 tisoč evrov vreden posel, vladna promocija pa se bo odvrtela še pred uradnim začetkom predvolilne kampanje. To je 40 tisoč evrov vreden javni poziv, s katerim trenutna oblast išče izvajalca, ki bi na radijskih frekvencah in v spletnih medijih v 10 dneh naredil čim boljšo reklamo vladnih dosežkov. Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje išče ponudnika, ki bi poveličeval dosežke vlade Roberta Goloba, ki jih praktično ni. Torej, v tej državi se išče nekdo, ki dela čudeže. To povsem nekaj normalnega, da vlada, ko konča svoj mandat, predstavi državljankam in državljanjem, kateri so nas izvolili na to mesto, svoje dosežke. Tudi prejšnja Janševa vlada je v zaključku mandata poudarila svoje dosežke. Za državni denar jih je natisnila v posebnem 260-stranskem poročilu in ga v knjižni obliki natisnila v 1000 izvodih. Drži, ampak te dosežke so se vedno potem predali naslednji vladi. Namen tega je bilo predstaviti nek pisni dokument za naprej. Opozicija sicer od vlade zahteva, naj umakne naročilo reklame in poziva KPK, naj primer vzame pod drobnogled.